Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Na hitro povzemimo glavno dogajanje na kapitalskih trgih. Centralne banke po svetu pospešeno dvigujejo obrestne mere in ta korak bo očitno sredi poletja storila tudi Evropska centralna banka. Opaziti pa je tudi, da se donosnosti do dospetja državnih obveznic vse bolj višajo, kar pomeni, da bo zadolževanje držav postajalo tudi vse bolj dražje. Evro v primerjavi z dolarjem izgublja moč, krči se gospodarska aktivnost ob spremljajoči povišani inflaciji. Vse bolj pogoste so govorice o recesiji, omenja se tudi stagflacija. O aktualnem dogajanju se bom pogovarjala s Primožem Cencljem, upravljalcem premoženja skladov s fiksnim donosom na Generali Investments. Zdravo, Primož. Živijo. Kako si v tem zelo takem zanimivem obdobju? Zelo dober, kar se tiče dogajanja na mojih portfeljih, ampak posledično mi je pa tudi malo težko, ker se zdi, da biko na obvezniških trgih pojenja sapa. Ja. Ta bik je bil tukaj z nami kar dobrih 30-35 let, zdaj se pa zdi, da prihaja ena druga žival ali pa da je optimalno za vstop na obvezniške trge. Ja, ta žival kaže svoje, ne moram reči roge, ki jih nima, ampak šape, recimo šape tolče po tečajnicah tudi delnic, ne, tako da bomo videli, kaj bo. Vsekakor je pa zelo pestro in zanimivo med centralnimi bankirji. Tako da recimo danes danes ameriška centralna banka bo verjetno objavila, zagotovo bo objavila nov dvig obrestnih mer. Islandska centralna banka je včeraj, predvčerajšnja avstralska, preden sem se začela pogovarjati, si omenil, da tudi indijska centralna banka dvigovala obrestne mere. ECB so celo napovedali, da bodo dvignili obrestne mere sredi poletja. Kaj se dogaja? Zakaj centralne banke dvigujejo obrestne mere? Kaj to pomeni za nas vlagatelje? Kaj pomeni za centralne banke? Kaj pomeni za države? Kaj vse to pomeni? Najprej bi rekel, zakaj, kaj se dogaja v centralnih bankah kot takih. Jaz mislim, da po dolgem času končno zvonijo rdeči alarmi, da so oni tudi tukaj, da lahko kaj naredijo, da zaostrijo monetarno politiko. Se mi zdi, kot da je una trnulčica, ki je zaspala za 20 let, zdaj je pa prišel princ in je rekel, mogoče pa čas za višje obrestne mere. Zdaj, če gledamo samo zadnjih 10-15 let, vidimo, da je bila največja napaka centralne banke ta, da so ustvarjali prenizko inflacijo. Če gledamo te največje centralne banke, so bolj ali manj vse, da je njihovo poslanstvo stabilna inflacija blizu 2%. Zadnjih 10 let bilo je bistveno krepko pod 2%. Če gledamo samo v ta inflacijski cikel, je Evropska centralna banka vstopila z 9% zaostankom, kar pomeni, da je bila kredibilnost centralne banke pod velikim vprašanjem zaradi tega, ker niso znali narediti inflacije. Zdaj gremo eno leto naprej, pa vsi govorimo o tem veliki težavi inflacije. Žile rezemo in se spomnimo časa razpada Jugoslavije, kjer smo imeli 1275% inflacijo v letu in kjer je bila edini naložbeni razred, kamor se lahko umaknemo, trda valuta. Tudi lira je bila takrat trda valuta, kdo bi si mislil, poleg tega pa nepremičnine. Nekako v to se danes budimo. In v vmesnem času, ko smo spali, smo pozabili na vse druge naložbene razrede, ki niso nepremičnine ali pa ki niso denar v štumfu, in ugotovimo, da imamo kar naenkrat milijarde in milijarde evrov na bankah, ki jih je pa začel načinjati črv inflacije. Kaj pa zdaj? Mislim, da bo o tem danes nekaj govorila, ampak inflacija je prišla zaradi situacij, ki niso najbolj povezane z dolgoročnimi trendi, ki vplivajo na inflacijo, ampak so zelo s kratkoročnimi silami, ki dvigujejo inflacijo.
Zdi se mi, da se inflacija dogaja predvsem zaradi zelo človeških faktorjev. Jaz sem zagovarjal tezo, da bi se mogla inflacija v letošnjem letu upočasnjevati na začetku letošnjega leta. Ampak, kar so že prej o medvedih govorila, ni bil moj del osnovnega scenarija, da bo še kakšen drug medved šel v kakšno drugo državo. In ta medved, ki je šel v državo, ki je 1000 kilometrov daljna od naše, je povzročil en tak velik povzročil velika nesorazmerja na dobrinskih trgih ali pa jaz temu lahko tudi rečemo energetskih trgih, poleg dobrinskih trgih. In to je dal zalet inflaciji v letošnjem letu še dodaten zagon in posledično dal centralnim bankam še en velik problem za skrb. Ko pa smo mislili, da je samo energetski ali pa dobrinski šok v kontekstu vojne v Ukrajini se je zgodil pa še dodaten šok te kitajske politike, ničelne tolerance do tega strašnega virusa. In bomo rekli, po dobrinskem šoku smo dobili še obuditev strahu pred težavah v proizvodni verigi, kar daje inflaciji še dodaten zagon. Zdaj pa, v centralnih bankah zvonijo rdeči zvonovi, ko enkrat vidimo, da se inflacija doseže nivo višje od 5% in se približuje 10% na letni ravni, bomo rekli, noben ne more več udobno spati. Vsi se bojimo, bomo rekli, drugih šoka drugega reda, kar pomeni, da se bojo vse te zvišanja cen osnovnih dobrin energije začele kazati v pomanjkanju v naših denarnicah in zaradi tem trkanju na vrata kateregakoli šefa in želje po višjih plačah. In bomo rekli, podjetja so tukaj zelo v neudobni situaciji, ker na eni strani jih boli energetski račun, elektrika, plin, nafta, na drugi strani vse bolj lačna usta, ki si želijo, ki so pobrale zaloge iz covid bogatega časa iz naslova državnega trošenja in vseh subvencij. In bom rekla, cena mesa pa kruha se veča in ja, vsi bi radi več, da bi ohranili našo kupno moč bolj ali manj nespremenjeno. To pomeni, da še dodatni pritiski na šoke, ne. In zdaj pa tukaj centralna banka, kaj narediti, ne? Nočemo visoke inflacije, ker je naš cilj edini modus operandi, edini zakon, ki je, in stabilna inflacija. Na drugi strani pa, a lahko res z ukrepi zaustavimo to inflacijo. Če smo rekli, če smo imeli super Mario Draghija po finančni krizi, ki je Evropo rešil, bomo rekli, zlobnih finančnih agentov, ki bi radi razbili evro in znižal prebitke držav in povečal blaginjo v Evropi. To je bilo dosti easy, ne. Pač vzeli smo stroje, virtualne stroje navidezne resničnosti in ohranili in začeli kupovati na sekundarnem trgu obveznice in vse je bilo kul. In potem je prišel covid kriza, kjer se je zgodilo dosti podobno, hkrati je pa še država dala razne kupončke pa bone pa znižala davke na vseh možnih nivojih. Zdaj smo prišli pa v situacijo, kjer na žalost Christine Lagarde, četudi ima številko od določenih agentov, politikov po svetu, jih lahko pokliče pa bi rekla, glejte, moj model ekonomije kaže, da cena nafte pri 120 ali pa 100 ni vzdržen, da bi bila inflacija tam, kakor mi ciljamo, a bi vi malo znižali število bomb odmetanih na državo, pa bo naš model spet skladen z našimi cilji. Smo prišli do nekega, bom rekel, šoka, kjer centralne banke ne morejo več na enostaven način rešiti tega problema. Po drugi strani se bodo mogle pa zelo odločati na zelo bolečo zadevo, ker v bistvu višanje obrestnih mer pomeni ubijanja tistega
gospodarstva, ki je živ, na tisti, ki pač ni vezan na te iskanje ravnovesja na dobrinskih trgih zaradi izpada enega trga in drugega trga, ampak gospodarstvo, ki bi mogli dodajati k blaginji, ne, se ga z višjimi obrestnimi merami upočasni. To pomeni ob pritiskih na plače, ob pritiskih na surovine, hkrati še finančni pritisk na ta podjetja. In bo kar izziv prebroditi, bomo rekli, ta dvig obrestnih mer. V tem kontekstu se jaz mogoče še celo malo, bomo rekli, bojim oziroma je to, da bo ta inflacija še rasla, ampak potem bo tudi zelo skokovito padla, ko bo enkrat ekonomija dobila ta pravo angino. Ja, Primož, moram povedati, da si postal zelo poetičen, tako da tudi to okolje zelo dobro vpliva na tvojo poezijo, ki opisuješ dogajanje na trgu. Tako da super, pohvale za to. Veseli me, da obujaš spomine na Trnulčico, na spanje, na pošasti, na agente in tako dalje. Ampak ja, pod črto to se dogaja, bolečino bomo pa vsi pod črto tudi čutili. Čeprav zdaj že 7 let Evropska centralna banka drži ključno obrestno mero pri 0%, pa na drugi strani lahko nekako pričakujemo za dvigi te ključne obrestne mere, da se bo dvigoval tudi Euribor, ki je medbančna obrestna mera, po kateri si medsebojno posojajo banke. In tu vidimo precejšno usklajenost ključne obrestne mere in pa tudi Euriborja. To pa seveda vpliva tudi konec koncev na obroke posojil z variabilno obrestno mero. Zdaj po zadnjih podatkih, ko sem danes gledala, 12-mesečni Euribor je še vedno, oziroma je že pozitiven, 3 in 6-mesečni pa sta še vedno negativna. Za koliko realno meniš, da je možnost, da se dvigne Euribor na neke, ne vem, višine recimo 5% ali manj ali več? Ja, jaz bi rekel to, da Evropska centralna banka je glede na centralne banke v regiji centralne Evrope ali pa tudi širše globalni regiji v zaostanku pri dvigovanju oziroma zategovanju monetarne politike. Jaz bi sam povedal, glavni razlog je v tem, da centralna banka ima še zmeraj, bomo rekli, od začetka svojega poslovanja do danes še nek 3-4 odstotne točke so cene niže, kot so nekako jih obljubili. Tako da je kar še neke rezerve, preden bo prišlo do resnih problemov. In ko sem že rekel, da vsak dvig obrestne mere v tem trenutku nekako je recesivno, si centralna banka ne želi dvigovati obrestne mere, če res ni nujno. Na drugi strani pa Samo sekundo, a to govoriš o ECB-ju? Ker FED ima ECB-ju, čisto ja. drugo logiko, ne? Ja, ker FED je pa že 4-5 pik nad svojo tarčo, kar pomeni, da je njihova motivacija čisto drugačna, kakor pa ECB-ja, kar pomeni, da mora biti bolj agresiven, da mu inflacija ne uide izpod kontrole, ker je v naslednjih letih potem ne bi znal pripeljati nazaj v nek normalen nivo med 1 in 3 odstotkom, kakor imajo cilj v Ameriki. Ok, gremo v Evropo, ja. Meni se zdi zelo dobra novica, to, da bodo obrestne mere šle iz tega negativnega okolja. Jaz bi rekel, da je ta negativno okolje negativnih obrestnih mer ena napak centralnih bank, da so dopustili, da se je to zgodilo. Glavnino te napake bi lahko iskali v letu 2011 in s koncem Trišejevega mandata, ki je bil centralni bankir pred Draghijem, ki so zaradi strahu pred tem, da bi cene plač v Nemčiji rasle prehitro, dvakrat dvignili obrestno mero in so jo potem zelo hitro tudi spustili z nastopom Mario Draghija, ki ni bil takrat še predsednik Italije, ampak je bil še predsednik centralne banke oziroma predsednik vlade Italije, je bil še predsednik centralne banke Italije in je začel s tem quantitative easingom, tem tiskanjem denarja. In bom rekel, ta napaka je bila posledica z tega, zakaj smo imeli nasproti temu, kar je bilo v Ameriki, toliko negativne obrestne mere. Jaz mislim, da s tem, ko bomo šli v okolje pozitivnih obrestnih mer, bo to zdravo tako za finančni trg, kot za vse varčevalce in, bomo rekli, prebivalce. Zdaj pa, ok, razumem tvoje vprašanje,
do neke mere se lahko sprijaznimo s tem, da bojo obrestne mere visoke, mislim pozitivne. Je pa res, da na neki točki, če te obrestne mere rastejo nekontrolirano, lahko postanejo tudi prevelike in marsikdo, ki je, bomo rekli, zadolžen, in ima svoj kredit vezan na Euribor, mu lahko obrok postane previsok v njegovi plači. In kaj lahko s tem, v bistvu lahko dobimo marsikatere neljube, težave v marsikaterem gospodinjstvu. In to je tisto, kar si centralna banka v principu ne želi, ne. Da bi jim, bomo rekli, naredila recesijo, toliko veliko, da bi bilo ljudem slabše. In, s tem moje pričakovanje je samo tako, jaz pričakujem višje obrestne mere, pričakujem pa, da bo centralna banka dvignila obrestne mere kar se da malo v primerjavi s tem, kakor bi mogla, da bi hitro inflacijo pod kontrolo, vzpostavila. Da bojo v bistvu nekako imeli neki trade-off med počasnim upočasnjevanjem gospodarske rasti in, bomo rekli temu, da ne izgubijo svojega obraza pred inflacijo. Ker mi se moramo še zmeraj zavedati, da finančna kriza nas je pahnila v obdobje finančne represije. Kaj pomeni finančna represija? To pomeni, da ima država preveč dolga in ga nekako ne more poplačati. Zdaj, država ima dve možnosti, ali reče: "Ne morem plačati," pa potem cel finančni sistem pahne v pozabo, ali pa naredi tak prikrit bankrot, ne. In ta prikrit bankrot je v tem kontekstu, da je inflacija višja, kakor je strošek zadolževanja države, in 5, 10 let gre mimo in, bomo rekli, dolg v BDP-ju se ustrezno zniža. In to je zdaj okolje, v katerem smo, kjer vemo, da bomo vsi varčevalci, ki tičimo v depozitih, bomo rekli, negativno kompenzirani z denar. V bistvu imamo, neke vrste, smo kaznovani, imamo kazen zaradi tega, ker premalo trošimo. Ker če bi veliko trošili, bi ekonomija delovala in države bi se lažje zadolžile, več davka bi pobrale in svet bi bil lepši. Kaznovani smo z več vidikov, ne, s temi ukrepi centralne banke, kaznovani smo zaradi tega, ker pač imamo povišano inflacijo, izgubljamo realno vrednost našega denarja, po drugi strani nas so pa tudi banke malo kaznovale zaradi pač ležarine, negativna obrestna mera. Temu se Američani čudijo, ne morejo verjeti, kaj takega se je lahko zgodilo v Evropi. Moram priznati, da sem se kar z nekaj Američani pogovarjala in so bili šokirani, da je to sploh možno, ne, da imamo negativne obrestne mere. Kdaj Saša na to vprašanje odgovoriti? To so v Financah pisali zelo na veliko, 5% Euribor na pribitek 2%, torej 7% v seštevku. To je zelo tak, da pride do 5% rasti Euriborja. Kaj se mora zgoditi, da se dejansko povzpne Euribor na 5% in v kolikšnem času je to sploh možno, da se zgodi, ker nazadnje smo 5% imeli leta 2008, ko je bila finančno-gospodarska kriza, čez 5% je bil Euribor. Ampak takrat so bile razmere, okolje je bilo čisto drugačno, kot je zdaj. Ja, zdaj imamo lahko dober odgovor na tvoje vprašanje ali pa malo manj dober odgovor na to tvoje vprašanje. Če štem dober odgovor, Začnimo s slabim je to, da odgovorom Evropi najprej. Se veš, najprej treba slabo novico, pa poveš dobro. Jaz sem rekel dober, kaj je manj verjeten. Zato bom začel z dobrim, ne. Je to, da Evropa najde neki čudežno formulo, tehnološke revolucije, ki omogoči nesluteno gospodarsko rast v naši regiji in posledično, nam to omogoča, da imamo lahko tudi višje obrestne mere. Zdaj, to se meni zdi zelo malo verjetno, ampak bi bilo fajn, da bi imeli neko čarobno, palčko, ki bi lahko tako čudežno gospodarsko rast, ta evropski čudež, razvili in da bi ta zeleni prehod bil tudi, dobrodošel na to za samo gospodarsko rast. Drug, bolj verjeten, scenarij je pa ta, da, bomo rekli, po prvi človeški katastrofi zdravstvene krize, po drugi človeški katastrofi, kinetične vojne, se zgodi še kakšna nova katastrofa, ke, bomo rekli, dodobra izgubimo vero v finančni sistem, in, posledično centralni banki ne ostane drugega, da ohrani svoj obraz kakor toliko nespremenjen in,
je primorana dvigati obrestne mere, da ohladi inflacijo, ki bi se približala 20 %. 20 %. Zdaj, ja. Zdaj, če se naredi še en tak šok, kot smo ga videli, covid šok, vojni šok, dobrinski šok, da se zgodi še nek dodaten šok, ki bo v bistvu še dodatno podražil vse, bomo rekli, stvari, s katerimi operiramo, zato da lahko živimo, potem se lahko inflacija, je lahko še ena runda inflacije dodatne se zgodi in posledično je centralna banka res primorana ubiti gospodarstvo, zato da bomo rekli, ne gremo na jugoslovansko pot te hiperinflacije. Zdaj, a je to zame verjeten dogodek? Ni, ker mislim, da smo ljudje še zmeraj tako pametni, da lahko iščemo boljše rešitve iz tega, ampak to, a pa bomo lahko videli, bomo rekli, obrestno mero tam med 1 in 2 % Euriborjem, to se mi pa ne zdi tako Po neverjetno. kolikšnem času govoriva Jaz mislim, to, v kakšnem obdobju? to recimo v obdobju naslednjih 18 Od mesecev. 1 do 2 % Euribor. Ja, ker se mi zdi dolgoročna, ne vem, gospodarska rast v Evropi se znižala v zadnjih, od finančne krize do danes, kar ne vem, za kakšno odstotno točko in pol, po mojih ocenah, tako da ne vem, normalna gospodarska rast v Evropi je 1 %, vse, kar je višja obrestna mera nad 1 %, je že zelo recesivno. Ja, ampak če bi se slučajno že pri 1 in 2 % mogoče utegnejo imeti določeni subjekti, podjetja, posamezniki težave z odplačevanjem posojil, postali smo zelo odvisni od poceni denarja, trg je bil poplavljen s poceni denarjem, centralne banke so naredile odvisnike iz nas, ne, iz podjetij, iz posameznikov. Točno to, ampak tule bo zdaj ideja, ki bo, tule bomo videli, ali bomo mi zviševali potencialno gospodarsko rast v Evropi, kar pomeni, da bomo določenim podjetjem, ki so se pač odločale v času, bomo rekli, flower power centralnih bank, neučinkovito ali pa nespametno, ne, da jih bomo dovolili, da tudi propadajo in da jih lahko nekdo drugi nadomestijo z boljšimi idejami pa z bolj profitabilnimi produkti, storitvami, ali pa bomo šli, bomo rekli, se igrati protekcionistično igro, kar pomeni, da ne bomo pustili nobenemu, da propade, in hkrati si, bomo rekli, uničujemo dolgoročno gospodarsko rast in s tem se v bistvu zavedno ali pa vsaj za bomo rekli, pol življenjskega obdobja zaobvežemo ničelni oziroma negativni obrestnim meram, ne. Zdaj, če se zgodi to drugo, so obveznice danes postanejo zelo zanimive, ker za ob tem obdobjem visoke inflacije prihaja spet obdobje, bomo rekli, životarjenja, ne. Zdaj, eni takih case studijev je zelo jasen, ne. Pogledamo na Japonsko in vidimo, da obrestne mere negativne so lahko včasih celo dobre, ne, ali pa pač ničelna obrestna mera je nekaj povsem naravnega, ne. In predvsem tukaj, kar bi jaz rad izpostavil, da danes se v bistvu dogajajo priložnost, da se izboljša kapitalska učinkovitost, kapitalska alokacija, da je bolj učinkovita. In zdaj bolj, ko bomo pustili trgu prosto, kratkoročno lahko veliko bolj boleče, na drugi strani pa, če probamo biti trgu oziroma gospodarstvu delati medvedjo uslugo, sprejemamo več protekcionističnih ukrepov in bomo rekli, se kratkoročno pomagamo, dolgoročno pa mogoče ne. Zdaj, ob vsem skupaj, ne, se postavi še eno zelo pomembno vprašanje, kdo bo sploh kreditno sposoben v tej državi. Imamo vse višjo minimalno plačo, posojila se bodo dražila, se pravi, ob upoštevanju makrobonitetnih omejitev Banke Slovenije, ki veljajo od leta 2019, se postavi vprašanje o kreditni sposobnosti Slovencev. Mogoče tukaj še ena zelo zanimiva informacija, ravno danes sem izvedela, kakšen je trenutni rabljen kvadratni meter v Ljubljani. Capital Genetics nam je priskrbel te informacije. 3644 evrov je potrebno trenutno odšteti za kvadratni meter. V Ljubljani cene leta 2015 pa so bile 2000 evrov, torej 82%
so se v bistvu stanovanja podražila v šestih letih, 7 letih. Ne? In zdaj, če se začne Euribor dvigovati, ne, bo to zelo, zelo vplivalo na nepremičninski trg, posledično tudi na poslovanje bank in tako dalje, na celo verigo. Ja, jaz tukaj vidim, če pogledam nepremičninski trg, ga vidim še bolj večplastno. Eno je definitivno, višje obrestne mere so negativne za nepremičninski trg, kar pomeni, da če pač se obrestna mera dvigne na 2-3%, dejansko ob rentnem donosu, ki ga ustvarjamo z nepremičninami, pač ni več ekonomike. To tveganje z vzdrževanjem in iskanjem najemnikov dejansko niti blizu ne pride nekemu risk-free donosu, ki samo v bistvu ga plasiraš na banko in čakaš. Ne? Če gledamo potem kakšne daljše, recimo obveznice, če delamo za primerjavo stanovanj, kaj je nek kuponski donos, dejansko ne bo več konkurenčen trg nepremičnin temu. In rekel, višja je obrestna mera, bolje pod pritiskom teh 3644. To je ena stvar. Druga stvar, sama kupna moč. Bom rekel, če pač pride do višjih obrestnih mer, kupna moč gospodinjstvom pada, na drugi strani strošek proizvodnje raste in kar naenkrat se odprejo neke škarje, kjer bomo rekli, je teže najti ravnotežje, kakor mogoče v času, ko je vse, kjer je bila blaginja na vseh nivojih. Tretja stvar je pa tudi vprašanje, na kaj, bomo rekli, povprečni slovenski investitor v nepremičnine razmišlja, ko se odloči za nakup stanovanja. Kar je meni znano v dialogu z številnimi investitorji v ta sektor, bomo rekli, je zelo taka domačijska logika. Tukaj nekaj dam, nekaj denarja dobim nazaj v mesečni renti, pa hkrati se bo vmes zgodila hiperinflacija in to mi bo ohranilo vrednost. Ne? Zelo velikokrat je ta, bom rekel, ta hranilec vrednosti nekaj, ki je motivacija, zakaj v nepremičnine. Zdaj, kaj pa, če inflacija ne bo tako visoka, kot vsi mislimo, da bo? Pa gremo nazaj na japonski scenarij. Pa smo v bistvu zdaj kupili neke precenjene naložbe po donosu, ki pač je ob vseh stroških, davščinah in bomo rekli temu, ne odraža več nekega donosa, da se ohranja vrednost, ampak bi v bistvu postal hramba nepremičnin, kakor je hramba denarja na depozitih pri banki, strošek. Kaj pa takrat, ko bo ta, bom rekel, špekulantsko kupovanje lahko postalo breme? Rekel, jaz vidim v trgu nepremičnin kar nekaj prostora za kakšno korekcijo, ki ni nujno samo povezana z dvigom obrestnih mer. Ja, še vedno pravijo, da je ponudbe še vedno premalo na trgu, zato cene tudi raste, povpraševanje je večje od ponudbe. Skratka, zdaj si že parkrat omenil depozite na bankah, mislim, da je zadnja statistika 26 milijard evrov, če se ne motim. Zdaj, o tem smo že večkrat govorili, same strukture, kdo ima denar na bankah, pač te informacije nimamo. Ne? Ampak vseeno, zanimivo je recimo, ko opazujemo ECB in pa obrestne mere, je zanimiva recimo depozitna obrestna mera. Trenutno je ta negativna, -0,5%, in tukaj se seveda postavi vprašanje, najprej seveda treba povedati, da je to depozitna obrestna mera po tej obrestni meri ECB zaračunava poslovnim bankam za plasma njihovih presežkov, se pravi, v bistvu danes poslovne banke morajo ECB plačati, ne, ležarino po domače povedan. Zdaj pa pogledati scenarij, ali bo ECB, zdaj se govori o dvigovanju ključne obrestne mere, ali bo ECB tudi dvigovala to negativno depozitno obrestno mero?
Jaz mislim, da bojo ta koridor, ki so ga vzpostavili med depozitno pa kreditno obrestno mero in to centralno obrestno mero, da bojo bolj ali manj ohranili nespremenjen in da se bo hkrati z dvigom te ključne obrestne mere tudi ta depozitna obrestna mera dvigala. Hočem samo povedati, da bo v bistvu te škarje med neko inflacijo, v kateri smo danes, pa tem dvigom obrestnih mer, da se kaj bistveno ne bo spremenil. No. To je neka taka stvar, kar pomeni, da realno bojo depoziti še zmeraj kaznovani z isto magnitudo, kot danes. To da pomeni, če tudi bomo dobili nominalno, oziroma ne bo več ležarnin, še ne pomeni, da se bo realna kupna moč v depozitih ohranjala. To je pač nekaj bolj ali manj To je. fakt. Ampak če recimo, Ta druga stvar, sorry, ke te prekinjam, ampak ja, kar recimo, povej. da ECB dvigne iz minus 0,5 na 0, potem v bistvu tukaj banke nimajo več argumenta, poslovne banke, argumenta za ležarine, ki jo zdaj zaračunavajo recimo posameznikom, ki imajo več kot 100.000 evrov na bančnem računu. Mislim, to je spet vprašanje, kako vsaka poslovna banka želi, kakšno maso depozitov želi imeti pri sebi. Zdaj, ležarnina, marsikatere banke že sedaj zaračunavajo višjo ležarnino, kakor je ta depozitna obrestna mera pri centralni banki. To samo pomeni, da jim v samem bilanci banka ne ustreza tak presežek teh depozitov. In v bistvu tukaj bo imela vsaka poslovna banka pri sebi odločitev, ne, kakšno maso depozitov si želi zbrati od komitentov in ustrezno, bomo rekli temu, postavljati ceno za denar ali pa plačilo za denar, ki ga bo hotela. Jaz mislim, da v letu danes bo negativna obrestna mera spomin. In ležarnine s tem. Ležarnine tudi, a to ti napoveduješ, recimo temu tako, da ležarnine, da bo To bi Blaž pač, Brodnik iz NLB-ja, da bo umaknil ležarnine s tem, ko se bo ta depozitna obrestna mera dvignila na 0 ali pa še kaj več. mislim, glede na to, kaj je ob vseh podatkih, ki so meni danes znani, bi pač ob tem, da si ne želi izgubiti depozitne mase, bo to mogel narediti. Na tej točki bi pač vse tiste povabil, ki pač, bomo rekli, so s temi ležarninami nezadovoljni, da so tudi obstajajo vzajemni skladi, ki omogočajo boljšo alternativo tem ležarninam, če bojo v naslednjih letih obstale s Ja, centralnimi to ima še bankami, ne. povezano s tveganji, a ne, je treba tudi tega se zavedati, Ja, ne. ampak najbolj tipičen produkt je naš produkt Generali MM, ki je vezan na, ki večino investira v državne zakladne menice, ki so po naravi še bistveno manj tvegane kakor naša največja banka, o kateri si ti govorila, in tam ni ležarnin, tam so pač samo tržne obrestne mere, ki so. Tako da, če bojo ohranjali te visoke ležarnine, so vsi poslušalci povabljeni, da pomislijo tudi v alternativah temu naložbenemu razredu. Niso ležarnine, so pa stroški upravljanja, vstopni stroški, verjetno še kakšni drugi Ja, ampak stroški, ne. pri denarnih skladih je to zanemarljivo, ne. Upravljalski stroški so 10 bazičnih točk oziroma 0,1 % letno, vstopnih pa izstopnih stroškov pa ni. A nimaš vstopne v MM? Ne, v denarne sklade ne, pač seveda potem v druge sklade so pač neki vstopni stroški, pa še to se vedno odpirajo neka okna, kjer teh vstopnih stroškov ni, tako da vedno, kjer je volja, tam Kaj je pa pot. kapitalski dobički, recimo, ki jih ustvariš recimo v MM-u, a jih ustvariš? Ja, kapitalski dobički pa seveda se obračunavajo. Obdavčitev je sicer zdaj znižana, ne, Ja, ampak so pa kapitalski dobički. tako, to pa definitivno, ampak bomo rekli, ta subvencija do 1000 evrov, koliko je že pri depozitih,
ob večjih zneskih se tudi kar hitro napolni. Obrestne mere, ki se do 1000 €, oziroma Ja, tako je. obresti na, Tega ja, na bonusa, 1000 €. Ja, ja. samo moraš imeti veš koliko denarja na banki, da prideš do 1000 € Ja, pa se obresti. zdaj govoriva o višjih Depozitnih obrestnih merah. obrestnih merah. Tako je. Ja, okej. Delala sem. Bomo rekli, še to ne pozabi, da ležarnina, ne vem, če je to obrestni prihodek, je obrestni prihodek, ležarnina pa ne vem, če ti znižuje osnovo donosa iz višjih obresti. Drugače sem, To pa ne vem, kako je davčno kvalificiran. Veš, kaj si predstavljaš, da imaš lahko obrestno mero 1%, pa ležarnino 1 %, ne. Na koncu si na nuli, ampak na tisti 1 % pa plačaš davek. ja. Pozitiven. Spraševala, z mladimi sem imela neko delavnico, saj to sem tudi na LinkedInu napisala, da v bistvu vejo vse o NFT-jih, ne vejo pa, kaj je depozit. A ne, tako da toliko se je spremenilo v tem zadnjem desetletju, ko se ne govori več o depozitih, oziroma ko se govori o depozitih, se govori o depozitih z mizerno nizko obrestno mero oziroma depozitno obrestno mero. Po svoje jaz to kar pozdravljam, če lahko komentiram, ne. Ker se mi zdi, da v bistvu, če se bomo začeli Slovenci ukvarjati z optimalno lokacijo kapitala, in se naučili vseh pasti na takih in drugačnih denarnih, finančnih ali pa špekulantskih trgih, se mi zdi, da je to kvečjemu dobro, ne, kakor pa da vzdržujemo Krekovo, Janeza Evangelista Kreka, teorijo o hranilnicah, kakor je v bistvu ob tej rasti depozitov še zelo z nami, ne. Zdaj, Janez Evangelist Krek je bil sicer duhovnik, ampak hkrati tudi poslanec v avstro-ogrskem parlamentu in je v Slovenijo pripeljal krščanski socializem in hkrati sistem hranilnic. V bistvu je bil nekako oče, duhovni oče bankirstva v Sloveniji. In na žalost smo v njegovem času v Sloveniji Obtičali. bolj ali manj obstali. Ja, no, glej, iz tvojih ust v božje ušesa, ali kako naj rečem, še vedno sicer žal imamo veliko denarja na bankah, veliko denarja investiranega v nepremičninah, nekaj se je sicer prebudil tudi investiranje v vzajemne sklade, videli smo neverjetno rast, ampak ja, pol se je tudi majčkeno umirilo. Takoj, ko pride kriza oziroma upadi tečajev, se tudi umaknejo vlagatelji. To je večkrat videno, to ni nič novega, ne. Logično. Jaz bi tukaj samo še dodal eno misel, je to, da če gledamo na eni strani NFT-je, na drugi strani pa depozite, ne. Jaz si samo želim, da bi se ta most med najbolj špekulativnim delom, bomo rekli, mislim, finančnih, kapitalskih, kakršnihkoli trgov, pa najbolj varnim konceptom varčevanja v depozitih nekako tudi postopoma zgradil, ne. In velikokrat se vprašanje postavlja, kaj narediti z inflacijo, ne. Kaj danes narediti, ko je inflacija 10, koliko še ni še 10, no, je še, Ja, še manjka. ko bo 10 %, kaj narediti z denarjem, ne. Jaz bi samo rekel, da pač, če imamo jasne dolgoročne cilje, pa če imamo razpršeno premoženje, se na to te dileme sploh ne bi imeli. Ker če gledamo samo ta visoka inflacija danes, ne, se je v trgu vgrajevala zadnje leto pa pol, ne. In tisti, ki je bil na trgu prisoten, finančnih trgih, tako dolžniških kot kapitalskih trgih prisoten zadnjih 2 leti, bomo rekli, danes bistveno bolj mu je zabavno opazovati ta inflacijski šok, kakor pa nekomu, ki pač je spal kot medved v času, ko bi mogel biti aktiven in se je danes zbudil in je ugotovil, da nima zaloge v svojem brlogu, zunaj je pa še zmeraj sneg, ne. Oziroma je ravno sneg zapadel. Tako da jaz nekako vse poslušalce povabim k razmišljanju, da si vzpostavijo najprej cilje, zakaj sploh varčujejo, potem, da si vsak oblikuje neko svojo strateško alokacijo, iz katerih sestavin si bo skuhal svojo juho,
sestavine mislim pa naložbene razrede. Naložbeni razredi so pa po domače delnice, obveznice, denar, pa vsi alternativni oblike varčevanja. In na podlagi tega si oblikuje svojo juho, ki jo potem ustrezno vzdržuje skozi čas in prilagaja, da ujame najboljši veter s finančnih trgov, da lahko še bolj oplemeni svoje To si premoženje. zelo lepo povedal, o tem tudi pogosto govorimo na MoneyHow, tudi delavnico smo naredili na to temo, ker smo jasno povedali, kako se postavijo cilji. Jaz sem temu rekla, da si postavljamo življenjske destinacije, ker gremo na pot skozi čas. Tako da, Marjez bi tukaj rekel, če lahko tukaj daš link na tisti pogovor oziroma na tisto delavnico, če ga imaš, ker to se mi zdi res najbolj ključno stvar, ki si jo mora vsak posameznik narediti, je to, da gleda stvari majčkeno bolj srednjeročno, dolgoročno in potem prilagaja svoj portfelj trenutnih dogodkom, ne. Ker če gledam jaz samo tako, recimo portfelj, ki ga upravljam, ki je izpostavljen na obvezniške trge, je bil moj portfelj zelo dolgo časa investiran v inflacijske obveznice. En del v začetku covida je bil portfelj majčkeno tepen zaradi tega, ker takrat se je bal, da inflacije ne bo in da smo v novem ciklu deflacije. Ampak recimo sam sem vztrajal z investiranjem v ta naložbeni razred, podrazred obveznic. In recimo danes, v tem prvem kvartalu letošnjega leta, je bil pa to zmagovit trade. Če lahko rečem, sem dam primer neke francoske 8-letne obveznice, je bil donosnost v kvartalu okoli 2% pozitivna, na drugi strani je pa trg padel 6-7%. Kar pomeni, da bom rekel, tudi v tem grdem okolju za obveznice se najdeti neke stvari, ki so pozitivne. Primož, samo tukaj te bom mogoče samo majčkeno ustavila, o tips, ti govoriš o tipsih, ne? O Ja, tem, ampak to so To so- ameriške, recimo ima pa tudi Evropa 4-5 držav izdaja en majhen del svojega dolga tudi v obveznicah, katerih glavnica se prilagaja za inflacijo. To pomeni, da je kupon je fiksen, glavnica se pa na letni ali pa polletni ravni prilagaja za indeks, ki je vezan na Evo, evropsko tukaj je inflacijo. tudi ena priložnost za še en link, ker o tem smo tudi vse govorili, kako izkoristiti inflacijo za zaslužek in tudi omenjali smo konkretne produkte. Greva midva kar naprej in sicer obveznice so tudi taka zanimiva zgodba, začel si z obveznicam. To se mi zdi zanimivo, danes sem gledala donosnost do dospetja slovenskih državnih 10-letnih obveznic, ki zapadejo leta 2032. Gibljajo se okrog 2%, danes so se malo prekucali čez 2%, pa so pa šli na 1,9%. Ne. Skratka, v začetku leta je bila pa donosnost do dospetja 0,3, pa še nekaj procentov. Kaj zdaj to pomeni za državo? Država pomeni to, da več možnih interpretacij tega. Pač država je zdaj v zelo dobri kondiciji, kar se tiče tega, da imamo visoko gospodarsko rast pa visoko inflacijo. Kar pomeni, da nominalno BDP zelo raste, kar pomeni, da davčni prilivi so zelo veliki, kar je z državo pozitivno. To pomeni, da če so davčni prilivi zelo visoki, rast davčnih prilivov, pomeni, da tudi te višje obrestne mere niso taka panika. Zdaj, če gledamo samo Slovenijo, krivulja, dolg, ki izdaja, je kar globoko potisnjen v prihodnost. To pomeni, da ne zapade zdaj cel dolg iz danes na jutri, ampak samo en delček celotnega dolga zapade v naslednjem letu ali pa v naslednjih pol leta in to bo treba refinancirati na trgu in seveda ni več free luncha, kar pomeni, da ni več denar, ni več
investitorjev, ki bi bili pripravljeni plačati državi za to, da lahko kupuje njihov dolg, mislim, dolg države. Cena denarja je danes višja, ampak še zmeraj, če to primerjamo realno, je še zmeraj zelo negativno. Kar pomeni, da državi se še zmeraj splača zadolževati. Tako da ta premik je čist zdrav v tem kontekstu, da ne vidim težav, da bi imele države težave z zadolževanjem v tem trenutku. Problem pa, kar lahko nastane, se pa lahko odpre kakšno okno, kjer pademo v kakšno hudo stagflacijo, kar pomeni pa, da se ti davčni prilivi upočasnijo, hkrati pa strošek zadolževanja bistveno poveča. Ampak pol imamo spet tukaj centralno banko, ki je recimo Christine Lagarde v zadnjem sestanku odprla to možnost, da če pride do špekulativnih napadov na posamezne države, da je možnost aktivirati, bomo rekli, fleksibilnost odkupovanja obveznic, ker mi še moramo vedeti, da centralna banka je lastnica zelo veliko obveznic. Mislim, da okoli 8-9 trilijonov evrov. In te obveznice zapadajo, in te obveznice, ki zapadajo, je zdaj zaenkrat še plan, da se reinvestirajo nazaj. Kar pomeni, da te obveznice, čigar centralna banka dobi denar nazaj, se spet porabi za nakup dolgoročnih obveznic. In v tem kontekstu ima centralna banka zelo veliko moči, da bi preprečila obuditev časa iz razpada evra in teh neslutenih dvigov pribitkov. Včasih smo temu rekli pik z države, ampak mislim, da je to zelo jezik, ki ni najbolj zaželjen v finančnem svetu. Ja, to se pa moram prav priznati, da sem prav obujala spomine, takrat, ko se je dogajala dolžniška kriza. Spomnim se, da sem takrat prejela izredno veliko vprašanj bralcev in kolegic in kolegov, ali bo evro res razpadel. In takrat je bila cela panika okrog tega. Torej, ali ta scenarij sploh je možen, zdaj, ko smo tako med sabo povezani v Evropi oziroma v evroobmočju? Mislim, zdaj, jaz mislim, da je večja verjetnost v današnjem trenutku, da bo evro večji, kot pa da bo manjši. Zdaj, pred nami je nova članica, Hrvaška. Z januarjem, če bo šlo vse po sreči, bo postala nova pridružena članica Evropske monetarne unije. Jaz mislim, da z nastopom tega novega 7-letnega cikla Evropske komisije bi znali tudi druge CE države bile bolj primorane k temu, da bi pristopile k evru. Hkrati, da se pojavlja ambicija po izdajanju evro obveznice, kar pomeni, da kar naenkrat ne bo več država, naša zakladnica, tista, ki bo zbirala glavnino dolga Slovenije na finančnih trgih, ampak bo se centralizirala pod neka centralizirana evro zakladnica, kar pomeni, da bojo marsikatere države lahko prišle do cenejšega denarja. In to so pobude, ki zdaj krožijo naokoli. Tako da zdi se, da družba dela v tem, da bi bili bolj povezani. Ja. Na drugi strani so pa tudi sile, ki si ne želijo tega. In nedaleč od nas se dogajajo stvari, ki kažejo tudi, da si nekateri ne želijo več Evrope. Ja. No, ko govoriš o evru in pač moči evra, ne? Ampak če pogledava pa na valutne trge, je pa dolar tisti kralj med valutami, evro pa izgublja svojo moč. Zakaj se to dogaja? Kaj se dogaja z evrom? Zakaj se šibi v primerjavi z dolarjem? Ravno iz komentarja malo prej, ker je Amerika se majčkeno bolj oddaljuje od tistega stabilnega inflacijskega cilja inflacije blizu 2%. Oni imajo ekonomijo, ki je majčkeno bolj razžarjena, malo bolj vroča kot evropska ekonomija. In bomo rekli, imajo tudi malo bolj stabilno
energetsko unijo oziroma energetsko zaprto državo, kar pomeni, da se njim dogaja bolj to notranje pregrevanje, in je v bistvu rast plač v Ameriki bolj propulzivna kakor v Evropi in, vse to daje, bomo rekli, več samozavesti ameriške centralne banke pri višanju obrestnih mer. Recimo danes, bomo imeli zasedanje, kjer se pričakuje dvig obrestnih mer med 0,5 pa 0,75 % v enem koraku. To je kar brutalen dvig, če lahko sam dam iz svoje kariere, jaz sem videl samo znižanja take magnitude. Dvige takih magnitud v svoji karieri nisem videl, pa sem na finančnih trgih 16 let v ameriški centralni banki. To pomeni, da pač ja, tam so stvari malo bolj resne in višje obrestne mere pritegujejo v državo več kapitala, ne. Zakaj bi držal nič vredne, nič donosne, bomo rekli, evrske ali pa katerekoli druge manj donosne, papirje, ne, če jim lahko k netvegani državi dobim višjo donosnost. Tudi taka zelo motivacija investitorjev, zelo bazična, obstajajo tudi še majčkeno bolj kompleksne razlage, ampak ta pot denarja, tok denarja gre zelo pogosto od tam, kjer je manj, do tam, kjer je več, in, v tem kontekstu, dokler centralna banka, Evropska centralna banka ali pa druge centralne banke ne bodo bile bolj agresivne kakor ameriška centralna banka, v tem času si lahko mislimo, da je, dolar tista valuta, ki je mogoče bolj zaželena na trgu. Ampak, vse to, kar govorim, govorimo zelo z enim, vse, kar se danes dogaja, se vračuna stvari, ki se bodo dogajale v naslednjih 6 do 9 mesecih. Tako da, trg hoče že si predvideva, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Je pa to vedno prostor špekulacije, kar pomeni, da se trg vedno lahko zmoti in se lahko stvari tudi odpeljejo v drugo Ampak smer. ta moč dolarja pa tudi seveda vpliva na naložbe, ki so izražene v dolarju, to govorimo o zlatu, o nafti in drugih surovinah. Tudi konec koncev o ameriških delnicah, upravljavci, institucionalni vlagatelji lahko investirajo tudi na ameriški trg in kupujejo ETF-e, a ne, ameriške ETF-e. Se pravi, kaj zdaj to pomeni za naložbe, za nas, za Evropejce? Kaj to pomeni za naše naložbe? Pač trenutno je dolarska naložba, mislim, dolar kot sama valuta bolj zaželena znotraj investitorjev. Ampak, bom rekel, tudi ta trade, če temu lahko rečemo, na dolar, postaja vse bolj nasičen, kar pomeni, da vse več investitorjev preferira trenutno to taktično alokacijo. Kar pomeni, da, ko se enkrat stvari majčkeno znormalizirajo v Evropi, se lahko ta trend tudi dosti hitro obrne ali pa na emerging marketih. Rekel, še zmeraj se mi zdijo mogoče ameriške delnice, pa dobro, nočem dajati nobenih priporočil, v tem trenutku mogoče malo bolj zanimive zaradi jasnih, človeških faktorjev v Evropi ali pa v emerging marketih, ampak ni nujno pa, da je to neki trade, ki bi hotel dolgoročno biti na njem. Okej, ja, mislim, da veliko nekih napotkov si že dal našim poslušalcem in gledalcem glede postavljanja ciljev, glede alokacij, glede izbire samih konec koncev tudi naložbenih produktov. Tako da, a bi za zaključek mogoče še kaj sporočil? Jaz bi rekel samo to, da vedno razmišlja dolgoročno, pa vedno v portfelj svoj ne postavljati vseh, kako bi temu rekel, jajc v eno košaro. Se strinjam. Kar se da razpršiti, portfelj in, bomo rekli, samo taktično prilagajati, portfelj na trenutne razmere in ne pozabiti tega dolgoročnega cilja. Ker če bo tako, je potem lahko portfelj pripravljen na vsa možne scenarije,
ker bomo rekli, smo govorili na začetku, da se končuje 30 let, 35-letni bull trend na obveznicah, ne. Ampak če rečem samo dve stvari, kaj pa, če se vojna v Ukrajini konča? Kaj pa, bomo rekli, če smo se naučili s covidom živeti? A imamo v Evropi več rojstev, kakor smo jih imeli pred 5 leti? A uporabljamo manj tehnologije, kakor smo jo pred 5 leti? A se bo globalizacija ustavila? Zdaj, če si za vse te tri vprašanja odgovorimo ne, je mogoče, da je čas, da vstopimo v obveznice, če se zgodijo te stvari. Ja. Super, s tabo se res 100% strinjam. Razpršenost in dolgoročnost je naša mantra, dobesedno na MoneyHow. Tako da hvala, Primož, za sodelovanje pri ustvarjanju te epizode. Mislim pa, da smo res zelo, zelo veliko zanimivih stvari povedali o aktualnem dogajanju in da smo marsikomu pojasnili dogajanje okrog obrestnih mer, okrog Euriborja, obveznic. To so ključne stvari, ki se zdaj trenutno dogajajo. Tako da iskreno hvala. Hvala za povabilo, pa veliko sreče pri varčevanju, pa upam, da boste svoje cilje presegli. No, super. Hvala tudi vsem poslušalcem in gledalcem. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav.